V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ugotavljamo, da je odgovor ministra Jerneja Pikala na interpelacijo formalen, ni pa prav v nobenem pogledu vsebinski. Lahko rečemo, da je odgovor na interpelacijo ministra Pikala takšen, kot je samo delo Vlade Republike Slovenije. Je, ker mora biti, a dela in razčisti se prav nič. Minister Pikalo se niti v enem stavku ne dotakne očitkov iz interpelacije, kot tudi seveda vseh navedenih nepravilnosti. Minister Pikalo je mnenja, da je interpelacija vložena proti njemu neupravičena. Očitno je, da minister sam mnenja, da je božanstvo in se mu ne sme očitati nepravilnosti, o katerih govori celotna država. Spoštovani, gospod Pikalo ni nobeno božanstvo in prav je, da se vse nepravilnosti tudi razčistijo. Minister Pikalo v vsakem primeru zavrača sploh upravičenost vložitve interpelacije, češ da je bil dr. Pikalo samostojni raziskovalec in da nima zveze z dejanji takratnega ministra dr. Lukšiča. To seveda ne drži. Minister Pikalo je na svoji predstavitvi pred odborom kot kandidat za ministra takrat tudi zatajil, da je pomagal prejšnjemu ministru, dr. Lukšiču in njegovim sorodnikom pridobiti premoženjsko korist. To pa iz enega samega razloga, ker je dr. Lukšič imel možnost razpolagati s sredstvi in usmerjati razpise tako, da jih je napisal za točno določene osebe. Dr. Pikalo ne more zanikati, da je usmerjal velike vsote denarja med sorodnike ministra ter da gre za korupcijo. S tem je močno načel svoj ugled in integriteto, še preden je nastopil funkcijo ministra za izobraževanje. Načel je tudi zaradi tega, ker s takšnim načinom dela v raziskovanju si kot posameznik prej v sramoto in ne v ponos. Še enkrat pa poudarjamo, da smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke želeli vse sume nepravilnosti in pa odprta vprašanja razčistiti, rešiti tudi na matičnem delovnem telesu, torej odboru za izobraževanje, a je koalicijski valjar kar na začetku proceduralno seveda zaključil sejo. V poslanski skupini SDS se še naprej sprašujemo, kako bi lahko koristneje porabili 1,4 milijona evrov, ki jih je prvak socialnih demokratov dr. Lukšič za prenovo predmeta državljanska vzgoja razdelil prijatelju in zdajšnjemu ministru dr. Pikalu ter svojemu bratu in sestrični. Sami tudi niti približno ne moremo razumeti dvoličnosti socialnih demokratov, ki se smatrajo za edino čisto stranko v Sloveniji. Pri tem pa pri nepravilnostih svojih članov močijo, medtem ko so nekatere druge politike v preteklosti aktivno in javno pozivali k odstopu. V primeru gospoda Simčiča, poslanca zdaj neodvisnega, so takrat v Socialnih demokratih dejali, citiram, od predsednika stranke Desus in vodje njihove poslanske skupine ter poslanca Ivana Simčiča pričakujemo, da nemudoma razjasnijo zadevo v zvezi z domnevno ponarejenim srednješolskim spričevalom, saj nočemo, da ta nerazčiščena afera z vsakim nadaljnjim dnem še naprej škoduje ugledu državnega zbora ter drugim poslankam in poslancem. Podobno so bila polna usta moralnih naukov predstavnikov SD tudi v drugih primerih, recimo gospoda Ambrožiča, gospoda Vogrina, gospe Koren Gomboc in še bi lahko naštevali. Danes pa so ti predstavniki začuda tiho. Socialnim demokratom tako predlagamo, da v prihodnje najprej počistijo pred svojim pragom in šele na to delijo moralne nauke drugim. Na podlagi prejetega odgovora na interpelacijo s strani dr. Pikala, v katerem sploh ni zanikal, niti ni predložil nobenih dokumentov, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da smo zmotno ugotovili dejanski potek finančnih tokov pri omenjenem projektu, ugotavljamo, da naše navedbe stojijo v celoti in da dr. Pikalo nima integritete za upravljanje funkcije ministra, posebej za izobraževanje. To bi morali ugotoviti tudi v Socialnih demokratih, sicer bo to samo nedvoumen dokaz, da veljajo pri njih dvojna merila. Ena za naše, druga za vaše. Na podlagi naštetega smo prepričani, da bo interpelacija v državnem zboru prejela zadostno podporo.